Šalom alejkum, dragi moji gostje. Upam, da ste dobro in da ste pripravljeni še kaj slišati o našem Danielu. Ja. Ja, super. Včeraj smo v zgodbici slišali in videli, da je kralj Nebukadnezar umrl in da ga je namestil njegov sin, kralj Belšacar. Ta novi kralj, veste, je bil še zelo mlad in neizkušen in se je raje zabaval, kot pa da bi odgovorno vodil svojo državo. Leta so minevala in počasi je pozabil na svoje svetovalce, saj je mislil, da je pametnejši od njih. Postal je še bolj ošaben in še bolj neposlušen in... No, pa si poglejmo, kaj se je še zgodilo. Vstanite in počastite prihod kralja Belšacarja. Dajmo, plešite z mano, pite, jojte! Plešite vsi! Glasnoje, glasba, glasnoje! Kako sem zmatran. Daj, prinesi mi čašo in malo pijače. Ne vidiš, da sem žejen? No, gospod kralj, nekako nam je zmanjkalo čaš. Kako je to mogoče? Sila hecna stvar, veste. Na vašem dvoru je vedno kakšna zabava in potem... Ali hočete reči, da nam kdo krade čaše? Ne moj kralj, ne, seveda ne, nihče ne krade. Veste, ko se zabavate in se vam je res dobro, takrat včasih razbijete kakšno čašo, ko izpraznite. Saj veste, iz čistega veselja. Kako? Saj veste. In potem še eno. Ne, to je laž. Če kaj takega rečeš, pa ti bom vrgel levom. Tega pa seveda ne počnem. No, morda pa res. To sploh ni važno. Kje bomo sedaj dobili čaše? Čaše. Že vem, zlate čaše, ki smo jih vzeli Jeruzalemcom. Kot Božji. Dovolj je bilo pijače. Kot plen. Prinesi jih takoj. Iz njih bomo pili kot bogovi. Ampak moj kralj, tiste čaše so posvečene, iz njih ne smemo piti. To sploh ni važno. Prinesi mi zlate čaše. Ne boste verjeli v te neumne zgodbice. Seveda, moj kralj. Izvolite, moj kralj. Samo poglejte me. Nič mi ni. Bogov ni. Ne boste verjeli. Dajmo, nazdravite z mano, dajmo. Na moje kraljestvo. Živel kralj Belšacar.
kaj je to? Tega jezika pa ne govorim. Daj, pripelji mi nekoga, ki bo znal razvozlati te črke. Tule so modreci, ki ste jih zahtevali, moj kralj. Jaz sem Jakomar. Jaz pa Timohar. Vašemu očetu so služila dolga leta. Kako vam lahko svetujeva, o gospod novi kralj? Sredi moje zabave se je pojavil ta čudni napis črk, ki jih ne znam razvozljati. Če vam uspe razvozljati, bosta oba dobila 30 srebrnikov. Ej, Timohar, a poznaš to pisavo? Jo, Jakomar, kakšnih takšnih črk še nikoli nisem videl. Če vam uspe razvozljati, bosta bogato nagrajena. Če pa me želita prilesičiti samo zaradi nagrade, vaju bom vrgel levom. Pa ne spet ti levi! Človek bi upal, da bodo te živali že kdaj izumrle. Ne bojte se, kralj Belšacar, skupaj s kolegom Jakomarjem ugotovila pomen teh čudnih besed in vam razložila njihov pomen. Samo dajte nama nekaj časa za skupen posvet. O, Jakomar, nekaj pametnega se mora razmisliti. A si nor? A bi rad postal predjed za leve? Si sploh videl tega človeka? Človek je od jutra do večera pijan, kaj pa bo vedel, kaj mu bo povedala? No prav, upam, da imaš prav. Ampak, kam bo potem rečeva? Ja, sploh ne vem, no. To si bil pa ti vedno malo boljši v izmišljanju teh stvari, kot jaz. Reciva mu, da mu bogovi sporočajo, da naj svoje kraljestvo razširi na vzhod, kjer ga čaka novo ozemlje, polno dišav, začimb in vinogradov. Pa fenomenalna ideja, Jakomar! To bo odlično, kralju bo to všeč. Tudi vam povedati. No, da slišim. O moj kralj, uspela sva razvozlati napis. Vam in kraljestvu prinaša dobre novice. Sporočilo se glasi. Vzhod, vzhod, pleni vinograde. Občutek imam, da nekaj ni bo držalo. Ali je še kdo v kraljestvu, ki mi zna povedati, prevesti, kakšen modrec? Kdo pozna koga? Moj kralj, slišala sem še za enega svetovalca, ki je vašemu očetu znal razložiti sanje, tako kot nihče drug. Sanje, kdo je ta svetovalec? Danijel, moj kralj. Tako mi pripeljite tega Danijela. Ste me klicali, moj kralj? Seveda, slišal sem, da si nek modrec. Sedaj pa povej, kaj tu piše? Nam res prinaša Bog dobre novice? Ali sta se te dva samo zlagala? Ma ne, takel lupar sin. Moj kralj, to sporočilo je zares napisal sam Bog. Ampak ni dobra novica, temveč je opozorilo, saj si Boga močno razjezil, ko si onečastil njegovo sveto posodje iz Jeruzalemskega templja. Napis pa se glasi: Bog te je ocenil, Belšacar, in spoznal je, da nisi vreden biti kralj. In tvoje kraljestvo bo Bog danes končal, razdelil ga bo Medicem in Perzicem. Se mi je zdelo, da nekaj ne bo prav. Ti, nagradite ga, ker je povedal. Vidva, vrzite jih hlevom, danes bojo imeli dobro večerjo. Medici!
si ta slavni kralj Babilona, ki je zaradi zabav opustil obrambo kraljestva. Mislim, moram se ti zahvaliti. Brez tvoje malomarnosti mi tale napad ne bi uspel. Povej mi, boš se predal mirno in postal moj suženj, ali pa izbereš ječo in smrt? Raj umrem, kot da sem tvoj pes. Tudi prav, sam si izbral svojo usodo. Vojaki, odpeljite ga v ječo, kjer bo dočakal svojo smrt. Jaz sem kraljica Medicov in Perzicov in naša nova kraljica, kraljica Darja. Živela kraljica Darja! Zdaj pa pojdite po mestu in razširite vest o novi kraljici Babilona. Več pravil pa bom uvedla v naslednji. Otroci, v zgodbi smo videli, da je Babilon ponovno dobil novo kraljico. Mislim, jaz sploh ne vem, kaj se bo zgodilo. Ali bo znala vladati, ali bo poskrbela za državo, ali bo spet mislila samo nase. Joj, prav, ne vem. Bomo videli jutri. Šalom, dragi moji.